tradicijo, recimo v primeru za drugimi nagradami, da je ta čeprav veliko nekje majhna po pomenu, uradno, je pa drugače veliko intimnosti, dosti bolj pomembna kot drugo. V tem smislu popolnoma, bi rekel, se zahvaljujem za njo in nekako sem v zadregi, ker ponavljam mire isto, mi je žal, jer ni nobene invencije, nobenega poleta, recimo pri tem, ker je kako da bi zabil mire isti žebelj, isti nemogoč cementni zid. Tako se mi zdi, ker še enkrat, da je kako da bomo počasi nastopili, kakor v starih časih v taborih nekje, za propagando o slovenstvu. Je absurd, tako vtis imeti pri državi, ki je v Evropskem parlamentu. Ampak jaz bi začel ravno pri tej razlagi, recimo, nacionalizma. Tisti citat, ki ga je gospa prebrala, je točen, ampak je točen za tiste čase. Za tiste čase, kjer ni pojem nacionalizma bil tako pokvarjen in tako, recimo, rekel, že okužen, kakor je danes. Danes, če človek imenuje nacionalizem, se takoj citirajo Hitlerja. Gre to še preko Mussolinija, ker on je bil še nekam sprejemljiv, pravzaprav. Danes o fašizmu govorijo kako češ, kot je to neka, bi rekel, marioneta, oziroma kot neki poskus, ki je bolj podoben nekem igralskemu poskusu, kako neki politični, recimo, tako ga nekako danes spravljajo v stran italijanski politiki, so sporazumno z tako imenovano demokratično levico. So prišli v Trst, Violante je bil predsednik, komunist, predsednik senata in Fini je pa bil predstavnik tako imenovanih neofašistov, nekako preoblečeni. In sta prišla nekako se pomirjevati, dva ekstremista, in v imenu tega pomirjenega sporazuma so danes nekako oni nastopajo v korist svoje države. Pojem nacionalizm danes je okužen. V tem smislu sem jaz zmeri vztrajal in tudi danes pravim, eno je domoljubje oziroma narodna zavest in drugo je nacionalizem. Narodna zavest, to sem dobil ravno tedni citat pri Maritenu. Mariten, to je francoski filozof, pri katerem se je učil Kozek, ki je imel zelo veliko socialne poglede na razvoj krščanstva. V določenem trenutku sem našel en občrtan tekst, ki sem ga prebral mogoče pred 20 leti, in kjer pravi, moramo razlikovati med nacionalno zavestjo in nacionalizmom. Narodna zavest pravzaprav je, to se človek čuti integriran v neko skupnost. On ne živi sam v svetu, ampak živi skupaj z drugimi, ki govorijo njegov jezik, ki imajo svojo zgodovino, ki imajo svojo, bi rekel, tradicijo, ljudsko tradicijo in kulturno tradicijo. To je pravi integracija. Medtem ko je nacionalizem nastop nekega ljudstva, neke nacije, v smislu superiornosti, v smislu nekako poniževanja drugega in še kar je najslabše to, v smislu nekega zavojevanja. To je bil fašizem, to je bil nacizem, v bistvu so imeli to. Italijanska država je po letu 1870, ko je vzela papežev posestvo oziroma združila Italijo v Rimu, je nekako bila skregana s cerkvijo do leta 1929, ko je Mussolini ustvaril v Italiji Vatikan. Vsega zato imeli za Božjega poslanca in nekako ga častili v tem smislu. Nažalost, tako častili, da so potem morali ubogati, kar je ukvartoval nameščen. Da so odpravili goriškega nadškofa, da so odpravili
tržaškega naš škofa, ki se je bojeval za naše pravice, ne. Se pravi, da imamo celo tradicijo tega nacionalizma, ne, je res, ki je bil podprt pravzaprav, ne, od Vatikana takrat, ko je šla Italija potem celo dol v Abesinjo nekako, ne, z raznimi oltarčki in tako naprej, ne, blagoslovom Matere Cerkve, ne. To je nacionalizem, ki ima nič ki opraviti z neko pošteno, bi rekel, zaupanje v svojo preteklost in v svojo prihodnost. V tem smislu bi treba danes sploh bi rekel, to pojmovanje razčistiti v slovenski državi, to razčiščevati predvsem pri bodočem, bi rekel, bodočem vodstvu, ki je današnja mladina, ne. In tukaj je problem, ki sem ga jaz zmeri ponavljal, prosim, ne, in to je zame tisti glavni problem, ne, ki je zmeri bil in ki tudi danes ostaja, ne. Je treba vzgojiti, ne, v mladem rodu neko zrelo, ne, spoštovanje, imenujemo to domoljubje, imenujemo to narodno zavest, imenujemo to narodni princip, imenujemo to, kakor se hočete, ne, kar je veliko pošteno in kakor pravi, bom ponovil svet Maritain, kar je integracija, ne, nekega gledanja na svet, se pravi skupnost, ne. V tem smislu je slovenska mladina danes, bi rekel, tabu bi rekel, neznanju. V neznanju ne pozna preteklosti, ne, in kar je levice, je imela vzgojo, bi rekel, v prejšnjem režimu, samo patriotizem jugoslovanski, ne, slovenski patriotizem ni bil nekako dovoljen in je Kardelj razločno rekel, ne, da je to, bi rekel, velika nevarnost, ne, govoriti o narodni zavesti, ker se kmalu prevesi v nacionalizem. Vse to se je tudi zgodilo, ne, ampak tudi po njegovi krivdi, ne, ker ni znal prave narodne zavesti ne nekako graditi, ne, in je vse skupaj gradil na pesku pravzaprav, ne, ker tisti internacionalizem, ne, ki ga je on učil, ne, je propadel in se vidi, da vsaki dan v Evropi nastajajo nove države, narodi, ki niso bili priznani, kako je danes recimo katalonski narod, ne, in kako je recimo tudi Baskovci, če hočete, kako imamo v Španiji Flamce, kako imamo v Južni Španiji Valonce in tako naprej, ki se vsi nekako skušajo uveljaviti na podlagi svoje tradicije in svoje narodne zavesti. Vse to je še veliko stvar prihodnosti, ne, globalizacija tega ne rešuje in tudi ni do tega, da bi sploh reševala, ne. Zdaj pa naša mladina, ne, nasplošno, in slovenska pa še posebej zato, ker, kako se rekel, ima za sabo tradicijo nacionalnosti, popolnoma, recimo, defektna v tem smislu, ne. In se skuša ni nekako dokazovati, da to je preteklost, da to je ad acta, ker je vse skupaj nekako zdaj zauzela, bi rekel, globalizacija, ne, ena sama država je to cel svet, ne, z enim samim jezikom nekako, če bo potreba, ne, in gotovo vse je to glavno bazirano na kapitalu, ne, na zaslužku, na denarju, na bankah, na vseh, bi rekel, na vsem, kar se pravi, izmenjava, ne, bi rekel, dobrin in denarja, ne, in poskusiti na bi rekel, na tej liniji te globalizacije uničevati posamezne, ko bi rekel, nacionalne entitete, ne, je zgubljeno že, bi rekel, vnaprej zgubljen boj, ne. Jaz sem citiral že parkrat in bom citiral tudi tukaj, ko so mene povabili v Francijo, ko ste vi šli v Evropo, smo mi povabili 200 pisateljev, umetnikov,